Stališče Nove Slovenije do parlamentarne preiskovalne komisije že nekaj dni poznate. Rekli smo, da bomo dali naše podpise, da Državni zbor odredi parlamentarno preiskavo. Dobrih 14 dni smo čakali napovedi opozicije, predvsem LMŠ, da vendarle pripravi zahtevo za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije. Ker tega ni bilo, smo podpise dali danes. Tudi v imenu poslanske skupine Nove Slovenije, Krščanski demokrati, vabim k sodelovanju kolege in kolegice iz opozicije. Čas je, skrajni čas je, da se razprava o nabavah zaščitne opreme, ki je rešila mnogo človeških življenj, preseli v Državni zbor. Mi verjamemo, da mediji ne morete politikom dati dovolj minutaže, ker bi lahko pojasnili vse podrobnosti, ker bi lahko predstavili vse dokumente, ki so na razpolago. Zato je čas, da začne delovati parlamentarna preiskovalna komisija, še več. Pozivamo tudi in smo zadovoljni, da je pravzaprav Računsko sodišče že začelo s svojimi aktivnostmi in pričakujemo tudi, da bodo ostali organi, pristojni organi na tem področju naredili svoje. V Novi Sloveniji se ne bojimo nikogar. Naš cilj preko te parlamentarne preiskovalne komisije je en sam in to je resnica. Na tem mestu želim tudi povedati, da je v skladu z našimi vrednotami krščanske demokracije, človeško življenje neprecenljivo. Zato takrat, ko rešuješ človeška življenja, izpostavljati morda ceno zaščitne opreme ni umestno. No, če pa sem že pri ceni, potem pa lahko povem, da je do 13. marca letos, se pravi do takrat, ko je še gospod Marjan Šarec vodil vlado, da so recimo maske tipa FFP2 bile za 36% dražje, kot jih je sedaj do konca aprila nabavljala naša vlada. Govorim o povprečnih cenah. Ventilatorji so bili v času nabave, ko je to nabavljala Šarčeva vlada, približno 45% dražji. Ampak vse te in mnoge druge podrobnosti bo razkrila parlamentarna preiskava in bo prišla resnici do dna. Nas zanima samo resnica. Hvala lepa.